Tako, spoštovana Tunix publika, 8. avgusta smo v Mostjeh, kjer smo nekako naučeni, da se je bila poslednja bitka prve Lackove čete. Nekaj, kar je povsem evidentno bilo z zlorabo dejstev mnogo desetletij zlorabljeno strani oblasti po vojne za gradnjo mitov in nenazadnje zlorabo usod ljudi, ki so bili vpleteni v to, tudi kot žrtve v teh tako imenovanih zadnjih bojih. Nekako opazujem, da se v preteklih letih v našem okolju razvija neka kultura ohranjanja partizanstva, oziroma imenujmo jo kar tako, kot se sama sebe imenuje, spoštovanje vrednot NOB na Ptujskem. In vse skupaj izgleda tako, da se odvijajo neke komemoracije, podeljevanja priznanj levo-desno, v bistvu pa, ko se človek v to poglobi, vidi, da z konkretnim antinacizmom in neko poštenostjo, ki bi naj izhajala iz vrednot narodnoosvobodilnega boja, to sploh nima veze. Gre konkretno kar za ohranjanje in ustvarjanje neke nove politične agende in seveda postavljanje temeljev, da smo spet lahko razdeljeni med naše in vaše. Se pravi, v tem konkretnem primeru nekako takole: kdor v celoti ne povzame vseh uradnih podatkov v zvezi z Lackovo četo, usodo teh ljudi, je avtomatsko njihov. Kdor se pa z nami slika in temu kima in niti ni nujno, da je v srcu antinacist oziroma nekdo, ki dojame tragedijo druge svetovne vojne, je pa naš, se pravi na pravi strani. Kar seveda ni prav. In če pogledamo same dogodke, da se to razvija v neko osrednjo komemoracijo občinskega praznika na Ptuju, ki je več tisočletno mesto, vrti se pa na ideološki plati predvsem okoli te usode Lackove čete, nas to dejansko mora sedaj pa na tej točki že skrbeti, kajti vidimo, da lahko v enem dnevu se polovica države poruši in v takem trenutku nam nič pomaga in koristi obujati neke ideološko zmanipulirane zgodovinske teme, oziroma se z njimi napajati, oziroma si z njimi ohranjati neko politično in tudi materialno koristno pozicijo. Kar želim povedati je, in ves ta čas gledamo v smeri prizorišča te zadnje čete, da bi mi na Ptuju morali, brez da tako brezkritično častimo vse skupaj, ker ptujske tragedije niso samo tragedija Lackove čete, ampak je tudi tako imenovana šterntalska tragedija in ostalo. Da bi morali v povsem jasnem upoštevanju dejstva, da gre za več tisočletno mesto oziroma naselbino, mesto seveda ne več tisočletno, začeti vse te aspekte zgodovine objektivno in realno vrednotiti, in ne zato, da se oblikujejo neke klike, ki si pečejo in režejo torte, in kdor pa ne kima skupaj z neko skupino, je pa tako izobčen in pregnan. Tako da, če so se že neki ljudje borili za vrednote svobodnega sveta, pa rečemo v tem kontekstu, da je to bila Lackova četa, se verjetno niso borili za to, da bi imeli nazadnjaško kulturo nekega elitizma in predvsem pa ne zato, da bi gradili kulturo v mestu, češ kakor da se je mesto, ki je zgodovinske vrednosti začelo razvijati šele leta 1945 in naprej. Tako da izkazovanje spoštovanja do žrtev druge svetovne vojne in vseh tragedij, ki so se tam dogajale, se prične pri tem, da se jih ne zlorablja za konkretno politično agendo, še manj pa za samo promocijo akterjev in
vsega, kar je s tem povezano, se pravi izkazovanje nekega lažnega spoštovanja, zato da se slikamo, zato da ohranjamo neka društva, predvsem pa da združenja, predvsem pa da s tem postavljamo temelje za tem, da lahko druge ljudi, ki skladno in 100% ne kimajo zraven, označujemo za fašiste in jih tišimo na rob ali ven iz družbe, to pa je vsekakor nesprejemljivo. In rečemo si danes, ko tudi vidimo, da dne 8. avgusta, ko je bil poslednji boj te Lackove čete, ni nikogar tukaj od teh, ki se šlepajo na to Lackovo četo še danes. Dajmo nekako v naš miselni in kulturni prostor naslednjo misel. Pričnimo se ukvarjati s celostno sliko vsega, kar se je na Ptujskem dogajalo tudi več kakor 100 let nazaj, da bomo razumeli zgodovino nekega okolja, predvsem pa, da bomo razumeli sedanjost našega mesta, ki se kljub potencialom in zakladom nikakor ne uspe izvleči iz nekega primeža. In popolnoma se distancirajmo od obsojanja, obtoževanja, poniževanja, žaljenja, ampak si nalijmo na vseh straneh čistega vina, kajti še enkrat poudarjam, naučili smo se v preteklem tednu na usodi sonarodnjakov, da lahko v eni uri izgine vse, kar je ustvarjeno skozi desetletja. Mi se pa dejansko sami sebe slepimo z neko lažno pietetnostjo, ki služi samo temu, da se ohranja neka status quo pozicija oziroma nazadnjaštvo, se razumemo. In še enkrat povem, ustrezno spoštovanje do vseh žrtev 2. svetovne vojne se prične tam, da se pokaže težnjo po pravilnem razumevanju o vzrokih, dogodkih, posledicah, predvsem pa odpravi teh posledic, ki vsekakor niso delitve na naše in vaše, ampak je katarza, ki iz vsake tragedije, iz vsake katastrofe mora iziti. Se pravi, 8. avgusta, ko je obletnica padca Lačkove čete, vidimo, da tukaj ni nikogar izmed teh, ki se s tragedijo Lackove čete še danes napajajo, si gradijo pozicije, si pripisujejo neke zasluge, zaslug pa danes, ko bi jih potrebovali, jasno, da ni. Zato vsem tistim, ki to razumete in se trudite razumeti, želim, naj nam bo v opomin, kar se je zgodilo, in vsekakor naj nam bo motivacija tiste realne težnje po dobrem svetu, ne pa zlorabe tragedije nekih ljudi in potem napajanje na mitih, ki se s tem ustvarjajo, zato da dejansko se lahko vrši tudi v današnjem času represija nad tistimi, ki pa tega brezkritično ne sprejemajo, kar tako kot jim neservirano. In rečem za zaključek tega videa, ki naj nam da misliti, nikoli več vojn, nasilja, zlorab in uničevanja.